Najlepša hvala, predsedujoči, spoštovani minister, kolegice in kolegi. Moje vprašanje se bo dotikalo enega osrednjih naravnih in turističnih biserov v naši Republiki Sloveniji, to je Blejskega jezera, o katerem smo, če smo pozorno brali slovenske medije v zadnjih dneh, tudi zasledili, da zopet, če uporabim besedo, cveti. Torej, minister prejšnje vlade, pristojen za okolje, in nekdanji župan občine Bled sta marca 2021 podpisala sporazum o skupnem upravljanju Blejskega jezera. Namen sporazuma med Ministrstvom za okolje in občino Bled je zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost vode, cilj pa je doseganje dobrega stanja voda. Sporazum predvideva, da bosta občina in ministrstvo s pomočjo pristojnih služb pozorno spremljala stanje gladine površinske vode ter onesnaženje tako vodnih kot priobalnih zemljišč in v primeru zaznanih odstopanj usklajeno pristopila k čiščenju gladine površinskih voda in preprečevanju onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč ter k odstranjevanju plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda in z vodnih ter priobalnih zemljišč. Prav tako se bosta skupnimi močmi zavzemala za prilagajanje ribiške in ribolovne prakse glede na stanje vode in si prizadevala za ustrezno ureditev oziroma nadgradnjo obstoječega odvajanja komunalne, odpadne, padavinske ter zalednih voda s prispevne površine jezera. Prizadevali se bosta tudi za čimprejšnji sprejem uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Bled in Gorje, kar bi pripomoglo tudi k boljši kakovosti reke Radovne, ki bogati jezero. Napovedala sta še sprejem ustreznih predpisov in nadzor nad izvajanjem le-teh. Vsled tega so moja vprašanja sledeča. Spoštovani minister, glede na stanje, v katerem se Blejsko jezero trenutno nahaja, me zanima, kakšne kratkoročne in dolgoročne ukrepe načrtuje ministrstvo za zaščito te naravne vrednote, ki je, kot sem že v uvodu povedal, eden od ključnih stebrov slovenskega turizma. Kako poteka sodelovanje med ministrstvom in lokalno skupnostjo na področju upravljanja Blejskega jezera in odpravljanja pojavljajočih se težav s cvetenjem jezera, o katerih smo brali v nekaterih medijih v zadnjih tednih oziroma prejšnji teden. In tretje vprašanje, kako napreduje postopek sprejema uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Bled, Gorje, Radovljica in Žirovnica. Že vnaprej se zahvaljujem za vaš odgovor. Hvala. Minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala, spoštovani poslanec, za to postavljeno vprašanje. Lep pozdrav tudi vsem zbranim. Najprej bi odgovoril v zvezi z postavljenim vprašanjem o sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Postopno staranje jezer je naraven proces, s pravilnim in pa sonaravnim upravljanjem lahko ta proces zelo upočasnimo, tako kot ga lahko z napačnim upravljanjem seveda tudi pospešimo. Najpogostejša vira prekomerne obremenitve sta shranili neurejeno odvajanje komunalnih vod in pa spiranje iz kmetijskih površin. V letu 2020 je bila ob pojavu masovnega cvetenja ene od cianobakterij prepoznana potreba po skupnem upravljanju Blejskega jezera, lokalne skupnosti in države. O tem ste uvodoma tudi spregovorili. Ključni ukrepi po načrtu aktivnosti za zmanjšanje vplivov na obremenitev in kakovost vode v Blejskem jezeru so razdeljeni na ukrepe države in ukrepe lokalne skupnosti. V načrtu so bili predvideni tako kratkoročni kot dolgoročni ukrepi. Pregled delovanja sanacijskega sistema jezera je že v celoti izvedena naloga. Izvajanje monitoringa, usklajevanje z drugimi resorji in priprava predpisov pa so naloge, ki potekajo kontinuirano. Prav tako občina Bled izvaja naloge v skladu z zastavljenim terminskim planom. Sodelovanje med ministrstvom in lokalno skupnostjo je dobro, usklajevanja potekajo sproti. Delovna skupina za spremljanje izvajanja nalog iz sporazuma o skupnem upravljanju Blejskega jezera in načrta aktivnosti za zmanjševanje vpliva obremenitev na kakovost vode v Blejskem jezeru je aktivna. Sestavljena je iz predstavnikov Ministrstva za naravne vire in prostor, Direkcije za vode, Agencije za okolje,
Kmetijsko-gospodarske zbornice, Zavoda za ribištvo in občine Bled. Na sestankih spremljamo izvajanje zastavljenih nalog. Zadnji sestanek je bil decembra, naslednji pa je predviden v začetku marca. Ribiška družina Bled je ob ribolovu prepovedala dodatno privabljanje rib s krmo ali hrano. Gre za nujno potreben ukrep in bo pripomogel k izboljšanju stanja jezera. Naj tukaj povem, da lahko tudi obiskovalci bistveno pripomoremo k čistejšemu jezeru, tako da ne hranimo ptic in rib. Hrana, vržena v jezero, povečuje vnos hranil in s tem vpliva na intenzivnost cvetenja fitoplanktona. Pozitiven vpliv bo imelo tudi okolju prijazno kmetijstvo, ki je predvideno v novem načrtu skupne kmetijske politike, ukrepe pa bo potrebno izvajati na čisto konkretnih kmetijskih gospodarstvih. Dodatno izboljšanje stanja se pričakuje po ureditvi kanalizacijskega sistema na Bledu, to pa bo izvedljivo po izgradnji južne razbremenilne ceste. Naj odgovorim še na tretje vprašanje glede uredbe. V pripravi je zdaj uredba o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Bled, Gorje in delu občine Radovljica. Zanjo je že potekala javna obravnava, vendar je zaradi umestitve dveh dodatnih zajetij v predlog zaščite predvidena nova javna obravnava. Predlog uredbe določa vodovarstvena območja na vodonosnikih vodnih teles, podzemnih voda, ki so na območjih občin Bled, Gorje in Kranjska Gora in se uporabljajo ali so namenjeni za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo v občinah Bled, Gorje in delu občine Radovljica. Kot rezervno zajetje za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo v občini Žirovnica se prav tako uporabljajo vode iz istega prispevnega območja. Za območje Pirnikov je v strokovni podlagi za uredbo o vodovarstvenem območju za vodni vir Ovčje jame predvideno zavarovanje z režimom VVO 1B. Gre za podobmočje najožjega vodovarstvenega območja. Za nadaljevanje postopka sprejem uredbe o vodovarstvenih območjih na vladi bo potrebna tudi predhodna odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z uporabo fitofarmacevtskih sredstev na vodovarstvenih območjih. Za druge vodne vire v občini Radovljica, torej za prispevno območje Begunjščice, pa so izdelane strokovne podlage, osnutek uredbe pa je v tem trenutku v pripravi.